Če se tudi tebi dogaja, da imaš veliko ponudb in se nekako v tem začaranem krogu, da zmeraj znova ustvarjaš nove ponudbe, med sabo pa nekako niso najbolj povezane tako, da bi stranka šla iz ene v drugo ponudbo, potem je ta epizoda točno zate. Hej, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Velikokrat, ko govorim s podjetniki pa podjetnicami, dobim nekako enako oziroma zelo podoben feedback oziroma mnenje, da morajo oziroma neko prepričanje, da morajo nenehno ustvarjati nove ponudbe. In seveda to lahko vodi v izgorelost, vodi v to, da ti vzame ogromno časa skozi nekaj na novo ustvarjati in nujno niti ne prinese toliko rezultatov, kot bi jih lahko. Ampak če pogledamo iz druge strani, kaj bi pa lahko naredili, je to, da v bistvu so naše ponudbe med sabo povezane oziroma naravno vodijo potencialno stranko iz ene ponudbe v drugo. In to pomeni, da v bistvu, ko stranko enkrat dobiš, dajem v narekovaje, zaradi tega, ker je to zelo pozitivno mišljeno, ne da jo okoli prineseš pa z manipulacijo prepričaš, da nekaj kupi, ampak v bistvu, da res postane tvoja stranka, je zraven potem tudi navdušena in z veseljem nadaljuje pot, jo v bistvu potem naravno lepo vodiš iz ene ponudbe v drugo in je s tem tudi tvoja stranka blazno navdušena. In pri tem ti lahko pomagajo torej lijaki. Zdaj, včasih pa rečem besedo lijak, se marsikdo prestraši pa reče, joj, ne, jaz pa tega ne potrebujem. Ampak če pogledamo čisto enostavno, kaj v resnici pomeni lijak, je v bistvu samo nekako pot stranke, ki jo nekako začrtamo in vodi naravno iz enega koraka v drugega. In takšne lijake si v bistvu lahko naredimo čisto vsi podjetniki, pa tudi seveda podjetja in s tem ne samo, da prišparajo na svojem času, ampak so lahko rezultati običajno veliko boljši, plus tega je v bistvu samo tvoj fokus to, da polniš ta lijak, ne pa da nenehno samo ustvarjaš nove ponudbe. In zdaj mogoče vprašanje, ok Maja, ampak kje pa zdaj začeti? Pri ustvarjanju lijakov je najboljše začeti na koncu. Kaj to pomeni? To pomeni, da začnemo lijak ustvarjati pri naši glavni ponudbi in ne pri tem, kaj bomo nekomu mogoče prej ponudili. Torej, najprej prvi korak je, da se vprašaš, za katero ponudbo, torej glavno ponudbo, ustvarjaš tale lijak. In to je torej tvoja običajno neka ali srednja ali pa višja cenovna ponudba in potem seveda gremo po korakih nazaj. Kaj se mora zgoditi oziroma kaj je korak prej, ki ga mora stranka narediti, zato da jo potem naravno vodi v to ponudbo. In potem gremo še korak nazaj. Seveda bomo pogledali tudi primere, na konkretnem primeru, zato da bo bolj razumljivo, ampak kar sem pa želela res poudariti, je to, da v bistvu lijake začnemo torej graditi na koncu in ne na začetku, kjer je vstopna točka za našo potencialno stranko. Zakaj? Zaradi tega, ker v tem primeru lahko potem res zgradimo lijak, ki naravno vodi po korakih naprej. In pač so smiselni koraki, ki jih potem tudi naše potencialne stranke naredijo. Zakaj to zelo poudarjam? Zaradi tega, ker velikokrat vidim, da podjetniki pa podjetnice začnejo razmišljati, ok, moj prvi korak je, da jim ponudim nekaj brezplačno in začnejo razmišljati, kaj bi lahko dali in mogoče niti ni najbolj smiselno za to ponudbo, ki jo potem želijo prodati in seveda potem tukaj pridejo do tega problema, da ta lijak jim potem ne deluje. Pa če pogledamo kar na primeru, mogoče da bo malo lažje tudi za razumeti. Poglejmo, recimo za primer vzamemo poročnega fotografa. Poročni fotograf je recimo fotograf, ki želi, torej njegova glavna ponudba je torej celostno fotografiranje poroke. Torej od začetka, torej da je cel dan v bistvu na poroki in da v bistvu vse poslika. In če je zdaj to glavna, torej tale naša ponudba,
Kaj je v bistvu tisto, da bodo naše potencialne stranke dobile nek občutek, da bodo dobile mogoče izkušnjo, in bodo naravno potem želeli iti naprej. Mogoče je to lahko fotografiranje neke zaroke ali pa fotografiranje pred samo poroko kot neka pokušina, kot nekaj, kar lahko potem tudi delita na družabnih omrežjih in tako naprej. In če mogoče gremo pa korak nazaj in pogledamo iz perspektive torej potencialnih strank, recimo, da pogledamo dva, ki se želita poročiti, nek par, ki mogoče razmišlja o tem, da iščeta mogoče nekega fotografa. In ko ta dva, torej par išče, običajno so to ženske, ki iščejo fotografe, kako jim lahko v populavi vseh fotografov zdaj mi ponudimo nekaj, kar jim bo na eni strani zelo koristilo, na drugi strani nas pozicioniralo in predstavilo kot edino ta pravo rešitev. In v ta namen lahko recimo pripravimo eno brezplačno gradivo, lahko je v obliki PDF-ja, lahko je v obliki celo videa, z naslovom recimo 7 napak pri izbiri fotografa, ki lahko uničijo tvojo poroko. To je v bistvu taki recimo zelo pritegne pozornost naslov in nekaj, kar si neveste, ki iščejo fotografa, najbrž ne želijo. In v ta PDF potem recimo s temi napakami vključimo vse običajne napake, ki jih vidimo kot fotografi na našem področju. Mogoče je to nekaj, da fotograf recimo nima dovolj opreme, in potem se slike kar izgubijo, ker ne dela backupa in tako naprej. Ali pa, da nima dovolj izkušenj in potem ne ujame tistega ključnega trenutka, ko si data prstane gor in tako naprej, in damo nekaj takšnih nasvetov oziroma podelimo kot fotograf lahko nekaj takšnih informacij, ki na eni strani torej pojasnijo, kaj so tiste napake, kaj naj pazijo te neveste, ko iščejo fotografa, in na drugi strani se mi pozicioniramo v bistvu kot pa rešitev, da se temu vsemu tudi izognejo. In zdaj, ko smo pritegnili torej pozornost naših idealnih strank z nečim brezplačnim, je to v bistvu vstopna točka v naš lijak. Potem pa damo recimo opcijsko ali pa dajmo naslednji korak, torej najprej je brezplačna ponudba. Naslednji korak je potem opcijsko, lahko neka nizka plačljiva ponudba, in v tem primeru bi mogoče lahko dali kot neko nizkocenovno ponudbo fotkanje, torej za roke, ali pa nekaj, da ustvarimo 2 do 3 slikce, zato da lahko delita to predporočno slavje ali pa najavo na svojih družabnih omrežjih. In je lahko to res ena taka mini zadeva, ki jo ta mladoporočenca lahko recimo kupita, ker vsi vemo, veliko krat verjetno vidimo na družabnih omrežjih, da objavijo, kako sta se zaročila, pa kje sta se zaročila, in lahko tukaj se torej mi kot fotograf torej poigramo in damo eno tako manjšo ponudbo temu našemu paru, ki je pač naslednji korak v tem procesu. In seveda naslednji korak je potem lahko neka glavna ponudba, kar je pa recimo fotografiranje poroke. In seveda, če je nevesta vzela naš brezplačnik, potem mini fotografiranje, kjer so vsi pohvalili na družabnih omrežjih tudi njuno fotko, iz te zaroke. Verjetnost, da se bo odločila za naslednji korak, je torej zelo, zelo velika, ker ima izkušnje, ker ima zaupanje, ker ve, da smo zgradili avtoriteto in tako naprej. Skratka, je korak v tem, da nas zbere kot poročnega fotografa, res, res velika. Ampak seveda, če se zdaj ta nevesta odloči za nas in zbere kot fotografa, tukaj ni nujno, da se ustavimo. Tej stranki lahko ponudimo še več in jo s tem še bolj podpremo in na drugi strani mi kot fotograf tudi pridemo do še večjih zaslužkov. Kaj lahko ponudimo? Tukaj se lahko igramo potem z bump ponudbami. Torej, ko nekdo oddaja naročilo ali pa kupuje, to lahko je direktno na naši spletni strani, kjer lahko pač klikne, rezervira svoje mesto, odda naročilo in se tam mu pokažejo različne. Običajno je v zadnjem času zelo učinkovito, če imamo recimo 3 bump ponudbe. To so, ko zaključujemo torej nakup, in vpisujemo svoje podatke in zbiramo način plačila, lahko tam velikokrat potem še takšen okvirček v črtkastem polju, kjer lahko samo obkljukaš kakšne mini ponudbe, ki se dodajo k temu nakupu. In te bump ponudbe so običajno nekaj zelo majhnega, zaradi tega, da lahko hitreje kot kupec rečemo ja in poklikamo. Tam običajno
ceno do 50 €. In kot fotograf bi lahko ponudili, recimo, da pripravimo še poročno sliko fizično v okvirju, ali pa da naredimo mogoče sliko za družabna omrežja, ali pa da pripravimo vabilo, iz zaroke in tako naprej, ali pa fizični fotoalbum, da torej prav natisnemo slike, razvijemo. Lahko bi bil to obesek z sliko, poročno sliko, zaključe, Skratka, lahko se tukaj poigramo in s tem povečamo vrednost košarice. Tukaj pa še ni nujno, da se pot zaključi v tem našem lijaku, ampak lahko stranko peljemo še naprej. Lahko je ponudimo še nekaj več, ker vedno bodo v našem polje prišle torej tiste stranke, ki si hočejo vse maksimalno najboljše in bodo kupile čisto vse, čim bolj celostno, vse, kar jim lahko ponudimo, in tiste, ki seveda bodo zadovoljne tudi samo z glavno ponudbo. In fajn je, da poskrbimo za obe. In tukaj lahko torej gremo na upsell, torej da ji ponudimo še neki večji paket. Mogoče zraven fotografiranja ponudimo še recimo snemanje, torej da bo dobila še video, kar je res neka nadgradnja. Če stranka potem reče, ne, videa ne rabim, lahko gremo potem na downsell, torej da ji ponudimo nekaj manjšega. In recimo, kaj bi v tem primeru lahko ponudili še nekaj torej manjšega, so recimo, se pravi, če se ne odloči za našo ponudbo, torej fotografiranje, reče, ok, ne, to je zame preveč, potem ji še vedno torej lahko ponudimo manjšo ponudbo, torej downsell, in to je pa lahko, da ji pridemo mogoče fotografirati ne cel dan, ampak samo tisti obrek. In še vseeno potem obdržimo stranko in jo peljemo torej naprej. Ok? In to seveda bo zdaj marsikdo rekel, ja, Maja, to se zelo lepo sliši, kako zdaj to naredim? Najlažje je, če si vzameš list papirja in si skiciraš, kako bi ti koraki potekali. Če nekdo reče tej ponudbi ne, kam gre potem, in se potem enostavno s tem igraš. In če je tvoje naslednje vprašanje, ampak Maja, kako pa zdaj jaz to tehnično naredim? Nimam pojma, Tehnično, če imaš spletno stran na WordPressu, potem lahko pogledaš lijak za stranke, bom link pustila spodaj, kjer ti jaz in moja ekipa tehnično postavimo platformo, do katero imaš doživljenjski dostop, in pa imava še en svetovalni klic, kjer ti lahko torej svetujem, kako izboljšati te lijake, kaj paziti in tako naprej. Dobiš tudi, kako ustvariti te mini ponudbe, da bodo v bistvu takoj rekli, ja, še to hočem. In pa delim s tabo tudi strategijo oziroma 5 načinov, kako takoj po prijavi voditi v prodajo. Tako da, če te zanima lijak za stranke, bom pustila torej programček spodaj, kjer je taka mešanica, torej kako narediti, da te naučim, da lahko potem sam oziroma sama delaš in pa tehnično se ne rabiš s tem ukvarjati, ker ti postavimo mi oziroma moja ekipa ali pa jaz ti postavimo na tvojo spletno stran. Pogoj je, da je tvoja spletna stran v WordPressu in da imaš spletno trgovino že postavljeno v WooCommerce. Če ne, lahko me tudi mi pišeš, pa pogledava, kaj lahko narediva. Če se pa sprašuješ še, ok, Maja, ampak kako jaz pa naredim učinkovit brezplačnik, tak, ki bo naravno potem peljal naprej, pa bom tudi za to pustila link spodaj. Ta programček je pa en taki mini, ampak zlata vreden za čisto vsakega in se imenuje Darilo 2.0, kjer dobiš torej vsebinsko, kako narediti tako darilo, pa tudi cel kup template, od tega, kako napisati, kaj napisati v maile, kako oblikovati, da vizualno predstaviš to darilo in tako naprej. Skratka, vse najdeš spodaj pod videom. Jaz ti pa želim uspešno ustvarjanje. Čau! Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.